ste me presenetili. Ne, jaz se ne igram z Lego kockami, to se vam samo zdi. Pri teh listih si predstavljate, že dolga leta se nisem niti dotaknil Lego kock. Je pa res, da sem jih naravnost oboževal. Z njimi smo zgradili nove svetove, takšne, kakor jih še ni videlo človeško oko. In potem smo se v teh sanjskih, brezmejnih in barvitih svetovih med seboj, ja, uganili ste, bojevali. Vsak je izbral in zavzel eno stran. Nekateri so bili sluzasti vesoljci, drugi pogumni astronavti. Nekateri so bili zlomni pirati, spet drugi pogumni, pošteni pomorščaki. Eni so bili krivični graščaki, drugi jezni kmetje. S kančkom naše domišljije smo ustvarili epske bitke, takšne, kakršne se jih ne bi sramoval niti sam Tolkien. In potem človek odraste in take epske bitke zamenjajo tiste prave bitke. Najprej starši, z učitelji, s sošolci, s prijatelji, sami seboj, z Bogom. Sčasoma človek spozna, da mu je boj pravzaprav kar usojen, da je naše življenje sestavljeno iz zmag in porazov. Obstaja pa tudi en boj, katerega v bistvu vidimo v celem svetu, pa ga mogoče včasih ne prepoznamo najbolje. Kakšen je ta boj? Ker je duhovni boj včasih res hud, bi rad s tabo delil 3 spoznanja. Prvo spoznanje je to, da je zmagovalec že znan. Ja, prav ste slišali. Zmagovalec je že znan. Jezus je hudega duha že premagal. Ravno v teh dneh bomo razmišljali, kako je na križu hudemu duhu zadal smrtni udarec. Človeka je strgal iz njegove oblasti. Hkrati pa je njegova velika ljubezen pušča vsakemu svobodno voljo, da vsak sam sprejme Jezusovo rešenje. Druga stvar je, da se zavedamo, proti komu poteka naš boj. V zgodovini krščanstva se je dostikrat zgodilo, da smo kristjani pravzaprav izgubili to izpred svojih oči in smo se bojevali proti ljudem in ne proti hudemu duhu, ki je naš sovražnik. Sveti Pavel pa v svojih pismih jasno piše. Sveti Pavel je bil res strokovnjak za duhovni boj in sicer pravi takole: zakaj naš boj se ne bije proti mesu in krvi, ampak proti vladarstvom, proti oblastem, proti gospodovalcem tega mračnega sveta, proti zlohotnim duhovnim silam pod nebesnim oblokom. In v duhovnem boju je pomembno, da se tega zavedamo, da se bojujemo proti zlu in ne proti ljudem, da smo v bistvu vsi ljudje na isti strani, da se vsi ljudje, vsaj v svojem srcu, hočemo pravzaprav dobro in ne zla. In tretje spoznanje je, da vmesni rezultat pravzaprav ni važen. Vsaka nogometna ekipa bi vam povedala, da se je potrebno boriti do konca, da tudi če izgubljaš pa za 3 gole, da se splača potruditi in izvleči iz tega čim boljši rezultat. Da takrat zmaga še ni ogrožena. Ogrožena je takrat, ko se predamo. In hudi duh ima pravzaprav popolnoma izpopolnjeno taktiko. Izpopolnjeno je v vseh teh letih, ko že deluje na človeka. Najprej pravi, pridi, da naredimo greh. In ko ga naredimo, pokaže greh in ti reče, ti si ta greh. Zakaj? Zato, da gledamo dol in ne pogledamo gor k Bogu, kjer je naša rešitev. Koliko svetnikov je imelo naravnost porazen vmesni rezultat, pa nam jih danes cerkev daje za zgled. Samo poglejmo, Avguštin je bil heretik. Sveti Pavel je preganjal kristjane. Potem imamo poštalskega očeta Mojzesa, ki je bil razbojnik in je na poteh pobijal ljudi. In še bi lahko naštevali. In zato je res pomembno, da si zapomnimo. Ni važno, kakšen je vmesni rezultat, važno je, da se v času svojega življenja, seveda najbolje čim prej, oklenemo Jezusovega usmiljenja in mu pustimo, da nam izbojuje zmago. In za konec še tak mini nasvet. V razdelku, kjer poteka končni boj med dobrim in zlim, srečamo 2 osebi, ki sta premagali hudega duha. Prva je Marija in drugi je nadangel Mihael. Pred njima hudi duh stisne rep med noge in zbeži, kolikor daleč more. Zato se ne oklevajmo in jo pokličimo za svoja zaveznika. Tako, sedaj pa v velikem tednu
vam želim, da boste zmagali skupaj z Jezusom.